Marjan je tudi bil športni trener, bil je terapevt, več kot 30 let že preizkuša različne duhovne prakse, ustanovitelj šole karmične diagnostike, katere tudi jaz letos zaključujem, 3. letnik, priporočam, ker to ni šola samo za bioterapevte, ampak tudi za duhovno osebno rast. Napisal je več kot 300 člankov, kolumn za časopis 7D. In napisal je tudi 15 knjig, Marjan. Si predstavljal, prej smo se pogovarjali, da je v 1. razredu imel strašne težave se naučiti številke, od 1 do 9 je šlo, 10 pa ni šla več. Ne? Si predstavljal takrat v 1. razredu, da imaš kupček 15 knjig, ki so zdaj tukaj pred tabo? Ne, že ko sem napisal prvo knjigo, sem se pogovarjal z eno tako izkušeno vedeževalko, je rekla, jaz pri tebi vidim, da boš še eno knjigo napisal. Takrat se mi je zdelo, pa v čem bi jaz to lahko še pisal. Zdaj imam pa tukaj 5 knjig vnaprej. Koliko lahko pišem, ne? To gre, ja. No, danes smo tukaj predvsem, da predstavimo tvojo zadnjo knjigo, Moč svobode, ki ima avtobiografski značaj, ni pa seveda to, klasična avtobiografija. Predvidevam, da je že marsikdo med vami tudi prebral. Bolj se bere tako, kot neko tako popotovanje, film. Ne vem, če bi tvoje življenje dali v film, kaj bi bil Tirambo Amadeus, Čeng Kung Fu ali Odisej 2.0? Aleksandar Makedonski. Okay. Tam bi se bolj našel. Ja. V bistvu knjiga nekako izhajaš iz tega arhetipskega mitskega junaka Odiseja. Odisej vemo, da je imel kar precej zapleteno, zamotano življenje, velike preizkušnje, tako telesne, duhovne, raznovrstne. Skratka, zakaj prav Odisej, Marjan? Zaradi tega, ker on se je meni vedno zdel, torej, da je naredil stvari, ki so nemogoče. Fascinantno mi je bilo vedno to razmišljanje, torej, da je naredil nekaj, s čimer sporoča ljudem, da je možno narediti. In to se v našo glavo potem zapiše in imamo občutek, torej, možno je narediti. Ni lahko, je pa možno narediti. Torej, da se na nek način žrtvuje, ampak to ni žrtvovanje v smislu, kot meni se zdi, da napačno razumejo kristjani, da je Jezus se žrtvoval, da bi oddelal njihove grehe, ne? Ampak se je žrtvoval, da bi pokazal, da je možno nekaj narediti, torej, da je zmožno iti na duhovno raven, da je zmožno pustiti zemeljsko raven, telo na zemlji in iti. Skratka, v tej knjigi nekako spremljamo skozi celotno knjigo Odiseja. Primerjaš se z njegovimi, vzponi, padci, kajti tvoje življenje se bere tako kot napeta kriminalka, brez umora, sicer morda še sledi umori na podeželju. Tega še ni. Ne še. Kako je prišla odločitev, da si se odločil, da napišeš avtobiografsko knjigo? Ja, preprosto se je bila zraven pri prejšnji knjigi Izhod iz matrice. Zamislil sem si knjigo, ki bo v prvem delu avtobiografska, v drugem delu pa bo torej Izhod iz matrice. In ko sem jaz to vse skupaj sestavil, mi ni šlo več v račun, tega je bilo tako gromozansko veliko, da nisem vedel, kaj bi s tem naredil. In ko je Petra prebrala to, je rekla, to so 2 knjige. Torej, avtobiografijo posebej, ono pa posebej. In iz ene knjige so nastale 2 knjige, skoraj 500 strani. Torej, vsej, ko jaz si tako pišem, jaz padem v ta film, velikokrat se ne zavedam, kaj pišem. Sploh mi je, ko je knjiga natisnjena, ko vzamem v roke 500 strani in pogledam, da v resnici efektivno sem delal pol leta, 500 strani napisano, sploh mi ni jasno, kdaj sem to napisal in kako je to možno narediti. Torej, bi moral vsak dan par strani napisati. Včasih sem se vsedel zvečer, da bom nekaj malega napisal, zraven sem si dal kavo,
pa še kaj, kak viski z kocko leda, da bo za stimulacijo. In ko sem po 5 urah pogledal, nisem se dotaknil niti kave, niti nič, samo pisal sem. Ne? In je bilo to recimo 10 strani napisano. Ne? Predvsem, torej jaz pri vsaki knjigi zasledujem kar nekaj teh ciljev. Prvi je, ko so mi naučili, ko sem za 7 dni mariborske revija, ki je sedaj ukinjena, ko sem pisal te prispevke, so mi rekli, samo en greh lahko narediš, pa te bomo odpustili. In kateri je to greh, da bo tisto, kar napišeš, dolgočasno za bralce. Torej, in zdaj vedno razmišljam, knjiga mora biti zanimiva, včasih malo mistična, malo nekaj, zahajam v področja, ki niso običajna. Potem knjiga mora biti poučna, predvsem za moje učence, katerim predavam v šoli, ker jim je to tudi učno gradivo. Ker tako kot jaz pišem, tako se oni učijo iz tega, kako pisati, znači to mora biti. In zabavna, jasno, in jaz se moram zabavati, ko pišem. Ker če se jaz ne zabavam, če bo meni dolgočasno, potem bo vam, ko berete, dolgočasno. Torej, to mora biti tako napisana knjiga. Seveda, tisti, ki ste brali prejšnje knjige ali pa poslušali kakšna predavanja, veste, da jaz rad uporabljam kakšne metafore, kakšen vic povem, kaj zabavnega, tako da se ljudje nasmejijo, da ni dolgočasno, ne? Ker si predstavljate 3 ure sedeti pa poslušati nekoga, ki je dolgočasen, ki govori v enem tonu, mislim, to je grozljivka. Ne? Nekoč sem v Dolenjskih Toplicah predaval v eni dvorani, bilo je notri za 220 ljudi mesta, bilo je še 50 ljudi, viška so okrog mene sedeli, 3 ure brez pauze in na koncu je prišla ena mamca, preko 80, je rekla, da jih ima, je rekla vsaka čas. Sem rekel, a se vam je dopadlo to, o čemer sem predaval? Vsaka čas, da sem jaz držala 3 ure na trdem stolu in nisem šla ljulat. No, Marjan je znan tudi, kot si sam povedal, kot iskalec večne resnice. Ne? Ko padeš v nek film, ga raziskuješ, te navdihujejo vedno nove stvari in v bistvu takrat se čas zate ustavi. Imaš pa tudi eno tako prav posebno, rekla, ritual oziroma način, kako se rodi nova knjiga. Morda poveš malce več o tem, kako nastane, kako se začne knjiga. Torej, tisti, ki ste brali Magija, most med znanostjo in religijo, tam notri izpostavljam ta magijski proces. Vse je magijski proces, karkoli počnemo je magijski proces, vendar da bi bil magijski proces učinkovit, da bi tisto, kar smo si zamislili, bilo učinkovito, se držimo neke formule. Formula magijskega procesa pa je zamisel, odločitev, fokus pripelje energijo, izvedba in na koncu zahvala. Ampak to bi moralo veljati povsod v življenju, karkoli se lotiš, torej lahko imaš dobro zamisel, če nimaš odločitve. Odločitev pomeni, prevzemam odgovornost za to, kaj bom delal. Bo zelo težko steklo. Če nimaš fokusa, če si razpršen, to pomeni, da ne bo dovolj energije v tem. Ne? Če se temu ne posvetiš, če to ni za tebe, ne postane sveta stvar. To je nekaj popolna predanost svetu. To je nekaj, kar je težko opisati, ampak verjetno pa poznate to iz svoje prakse, torej ko ste nečemu posvečeni popolnoma in na koncu hvaležnost. Hvaležnost, da mi je omogočeno, da to počnem. Potem pa seveda, pisanje knjige je tudi vsakodnevna praksa, sicer je to moja vsakodnevna praksa že 35 let, torej zjutraj, ko se vstanem, torej WC in tako naprej, in potem dihalne vaje, meditacija in to traja 1 uro približno. V meditaciji tudi raziskujem, torej že ko sem deloval v športu, sem si sploh za Primoža Kozmovca pred olimpijske igre smo si zamislili torej tako imenovano tehniko meditacijo tehnike. To pomeni, da ko si v stanju meditacije, stanje meditacije torej zelo enostavno lahko definiramo,
to je stanje brez misli, ko ne zaznavamo več sveta s 5 čutili. To je potem stanje meditacije. Tehnika, s katero prideš v to stanje, je povsem nepomembna. Vse tehnike, ki te pripeljajo v to stanje meditacije, so dobre. Lahko tudi ovčke šteješ, lahko greš preko hipnoze v to, lahko imaš nek poseben ritual, neko mantro, karkoli uporabiš, da prideš v stanje meditacije. In v tem stanju meditacije, ko si enkrat stabilen, ko ni več čisto nič motečega, noben šum od zunaj ne pride, tudi če je od zunaj šum, ne pride v tvojo glavo, potem je vse čisto, jasno, potem lahko razdeluješ nek proces, neko tehniko, raziskuješ, kaj bi bilo treba napisati, recimo eno poglavje v knjigi, kako bi ga zastavil, simuliram v tej stanju meditacije, temu jaz rečem delovna meditacija. Če imam predavanje, potem si napišem osnovne, recimo za 3-urno predavanje, osnovne alineje, izpišem tiste, s čimer se bom ukvarjal, in v meditaciji pogledam to eno, zaprem oči in v mislih hitro spredavam hiter posnetek tisto temo in tako vse. In potem to ponovim večkrat, in ko večkrat ponoviš, potem si programiran in na predavanju lahko govoriš iz glave, brez da bi imel neke posebne zapiske. Seveda, za šolo je to 6 ur predavanje, je treba malo več, ampak noben problem ni. Če govoriš tisto, kar čutiš, če se ne sklicuješ na neke druge avtorje, to ni naporno. Naporno je, če nimaš svojega znanja, če nimaš svojih izkušenj, če govoriš nekaj iz teorije. Torej, to je tako podobno potem, kot da bi nekdo, ki je doktoriral iz plavanja, a ni plavalec, in potem bi se trudil razlagati, kako izgleda plavanje. Si predstavljate, kako bi bilo to naporno? Hudo naporno, ne? Torej, moraš plavati, moraš biti v vodi, ne? In to je tudi tukaj tako, na tak način. No, narediš pa tudi nekaj posebnega, ne? To sem te hotela vprašati. To pa ja. Naredim, če rečem, da zapišem si na list papirja naslov knjige, ga dam sem in naredim, seveda ob tem gre, torej jaz imam rad ritual, kristal, svečka, dišeča palčka in tako, torej ljudje imamo radi te rituale, in če se držiš ritualov, je to fajn, dober občutek, dobre energije so, in potem postavim axis mundi, torej os sveta na to situacijo, na to knjigo, ki bo trajala tako dolgo, dokler ne napišem knjigo, se povežem s knjigo, knjigi dam identiteto, in knjiga je potem zavest, in knjiga komunicira z mano in me opozarja, če je potrebno še kaj napisati. In včasih to gre tako daleč, da ta entiteta te knjige je toliko močna, da začne komunicirati tudi z urednico. Pa pride do urednice in potem ima nek nasvet ali pa nekaj, ker jaz sem včasih malo slabo slišim, ker sem, torej, ko si na nek način ujet v to, jaz imam vse prav in jaz vse najboljše vem, včasih preslišiš neka obvestila, ne? Ja, posebej, ne, če gre tukaj tudi za vojaško šolo, ne, ker Marjan Ogorevc je tudi 20 let svojega življenja preživel v vojski, ne, in tukaj, ko urednica in pride egregor do urednice, tukaj ni izgovorov, to pa bi naredili jutri ali pa pojutrišnjem, ampak je treba takoj. Ne. To je pač vojaški način funkcioniranja. Ne. Torej, zelo težko si predstavljate, ne, v vojaško šolo se gre s 15 leti, takrat se je šlo. Ne. Torej, imel sem 15 let, ko sem šel v vojaško šolo, oblekel uniformo, orožje in vse vaje in vse. In potem te programirajo, zbrišajo ti v možganih vse tisto, kar je tvoja osebnost, in te programirajo, da boš vojak. In potem tudi zdaj tako delujem. Ja. Jasno, odločno, to je tako je treba narediti in je to zelo učinkovito. Je Petra ugotovila, da je to ful učinkovito. Ja, res. Ja. V bistvu gre za, morda ponavadi Marjan na začetku, recimo,
šole ali pa kakšnih takih predavanj, kot jih naslednjo delavnico imaš sedaj na Ižu, že čez dober mesec. No in njegovo skoraj vedno ali pa vedno se tvoje predavanje začne z energijami. Ne? To se pravi, prej si že omenil, energija je potrebna za to, da se odločiš, da začneš pisati knjigo. Ampak kaj pa s tistimi energijami, ki so razprošene, ko smo mame, žene, v službo hodimo in tako naprej, imamo take drugačne Problem pri energijah je v tem, da torej večina nas ima sposobnost imeti dovolj energije za določeno stvar, ki je problem fokus. Tam, kjer je fokus, tam je energija. In če je fokus na 5 stvari istočasno, če si več opravilen, je sicer v naši družbi se ceni več opravilnost, ampak ne moreš biti pa ful dober, če si več opravilen. Torej, to je ta energija. In če ni energije, potem nič ne more dobro steči. Knjiga, ko jo pišem, ona poglavje, ko jih na koncu finiširam, vsako od 1 do 10, vsako poglavje, ki to lahko preverim, mora imeti 10. Brez tega ne neham poglavja. Torej, če je 6, to ni dobro. To je sicer za večino knjig je to dobro. Ne, to ni dobro. Jaz rečem, ok, ne vidim zdaj zakaj, kaj je narobe. Bom jutri. Pol pa jutri pogledam, pa dobim informacijo, ker komuniciram s knjigo, ne? Knjiga je entiteta. Dobim informacijo v tem odstavku, ta odstavek ni dobro napisan in pol grem samo dovolj z roko, grem po listu in aha, od tu do tu ni dobro napisano. Ctrl A, delete. Ni mi žal zbrisati celo stran, pol poglavja, gremo na novo. Zato, ker jaz to jemljem, to je bila vaja za pisanje tega poglavja. Torej, ni mi žal, da sem to napisal, ker ne moreš to packati pa to. Ampak v glavnem, povsod rabimo energijo. Tudi če predavate v službi, če ste učitelji, komorkoli, karkoli razlagate, energija, ki jo vi premorete, ta energija je medij, po katerem pošiljate sporočila. Torej, če je dovolj močna energija, potem ljudje to zaznajo, energijo nezavedno zaznajo energijo in razumejo sporočila. Če vam nekdo govori bledo, brez energije, tudi če je pametno govori, ga ne boste slišali. Ne? Če vam tam recimo, ne vem, eden od bivših ministrov za kulturo, ja, veste, to bi morali narediti tako, pa tako, to noben ne sliši. On ima lahko dobre ideje, dobre zamisli, ampak če ni energije, potem ni tega, ne doseže ljudi, kjerkoli. Kdaj pa nimamo dovolj energije, kadar govorimo lažno, torej kadar lažemo, kadar nismo sigurni v to, kar govorimo, kadar ne govorimo iz svojih izkušenj, iz tega, kadar si ne upamo tvegati tudi, da ne bomo razumljeni in da nas ne bodo sprejeli. Torej, kadar nas je strah, da nekdo več ve od nas in tako naprej. Torej, ko si vse to upaš, imaš dovolj energije in potem ni problem tudi, če kdo od vas recimo nekaj o nečem ve več, izvoli, pridi sem, razloži, vsi bomo vedeli, jaz se bom naučil in naslednjič bom tu pameten, da bom to uporabil kot svoje znanje. Skratka, energije so v osnovi vsega, ne? In če znamo energijo zmeriti, če vemo recimo, da nam hipno pade, postanemo utrujeni, karkoli, lahko pogledamo, zakaj se je to zgodilo, odpravimo vzrok, a ne? In potem smo hipoma spet v dobri energiji. To je zdaj že globlje, to se tiče karmične diagnostike, ampak glede. Energije imamo lahko, deficit energije tudi, da nekdo visi na nam in odteka naša energija k njem. Torej, kdorkoli je to, ali je nekdo, ki nas zlorablja kot vampir, nam govori vsak dan iste zgodbe, pa nič ne naredi, pričakuje od nas rešitev, mi mu povemo, on nič od tega naredi in nas znervira in mu damo svojo energijo. S energijo nam vzamejo tudi bolni ljudje, če so okrog nas. Energijo nam vzamejo tudi šefi ali pa podrejeni ali pa naši kolegi, s katerimi nismo v dobrem odnosu, kajti če me nekaj jezi pri tebi, potem odteka moja energija. Torej mi odteka energija, koliko en del mi odteka.
Torej, on se pa počuti na polno. Če nekoga sovražite, ga polnite z energijo, verjemite mi. Ne? In je to odtekanje energije. Energijo izgubljamo, če imamo nek dokončane projekte. Če imate nekaj, kar ste začeli pisati ali pa delati, pa niste dokončali, je tam ujeta vaša energija. Del energije je tam ujete. Torej, lahko rečemo, ujeta je v preteklost, v pretekle dogodke, nerazrešene travme ali pa nerazrešene odnose. In energija je tudi, torej, tam je zgubljamo, če non-stop razmišljamo, ne danes tukaj, nismo tukaj prisotni, ampak razmišljamo, kaj bo jutri, kaj bo čez en teden, kaj bo, ko gremo v penzijo, kaj bo, ko gremo v dom za ostarele in tako naprej, kako bodo razdelili naše bogatstvo in torej, ne, kako, ali se bojo skregali ali pa ne, ja, naj se skregajo, pa kaj, mislim, to meni je vseeno, ne, pol, ko greš. Morda lahko narediva eno praktično vajo, si kdo upa vprašati, koliko energije ima v preteklosti, koliko sedanjosti, koliko prihodnosti. Težek izziv. Težek izziv. Ja, za njih verjetno je, ja. Ja, dajmo, prostovoljci. Ne. Ja, povej. Jaz bom tako rekla, moje vprašanje je tako, ko se zaciklaš na eni stvari, pa se ti dogodki zelo ponavljajo. Ja. Se pravi, pa se že misliš, da si šel naprej, pa se ti izkristalizira, pa te spet vrne nazaj. Kako v bistvu ta... Za sebe govoriš ali splošno? Za sebe. To pa pogledamo tako. Kje je tvoj problem? Ne sprejemam odgovornosti za svoje življenje v smislu, da napredujem. Ker to je podzavestni vzorec. In ker imaš ta vzorec, ne, in zdaj je tvoja energija, če pogledam, je zdaj 3 od 10. No, zdaj pa takoj boš to rešila. Samo zapri oči in pomisli, za oči ne mene gledati. Zapri oči, pa pomisli, brezpogojno se osvobajam podzavestnega vzorca, ne sprejemam odgovornosti za svoje življenje, tudi za nove stvari. In ko se ta vzorec razkroji, se zdaj odločiš popolnoma, prevzemam odgovornost za svoje življenje in se odpiram za to, kar mi prinese. Evo, zdaj ima energijo 6. A čutiš spremembo? Takoj, torej takoj se. Torej to imate napisano v mojih knjigah, ampak to isto imate, če greste na YouTube, imate enih 80 ur vsega tega. Imate iz Cankarjevega doma prav 6x po 3 ure, imate te procese. Lahko narediš proces, tudi če nisi sigurna, da je, ampak ga narediš, kot da imaš ta vzorec, o katerem jaz govorim, in potem se to sprosti. Če ga nimaš, se ne bo nič zgodilo, če ga imaš, se bo pač zgodilo. To je ful enostavno, ne? Torej, še enkrat, zgubljamo lahko energijo na različnih področjih. Največja zguba energije je slab partnerski odnos. Polnimo, vlečemo, en na drugim se slepamo. To je tisto. Če bi ti bila boljša, bi jaz bil bolj srečen. Če bi ti bila drugačna. Ne? To je ena taka floskula, ampak večina ljudi jo uporablja. Torej, če bi ti bila boljša, bi jaz bil bolj srečen. Wow. Če bi ti bila po moji podobi narejena, če bi delala tisto, kar jaz rabim za sebe, bi živela moje življenje, svoje boš pa v naslednjem življenju. Ne? Okay, gremo naprej. Ja, to je taka zadeva. Ne? Rajši mantrajte tisto eno zelo znano, veste, kje je vrhunska mantra v naših prostorih? Ni treba v Indiju. Preko mojega telesa vodi tvoja pot v nebesa. Ok, hvala lepa. Kar utihni so, zdaj pa ni. Zdaj smo midva zelo zašla, kajti jaz imam še vsa ta vprašanja, Marjan. Tako da bi morda se zdaj vrnila pa na knjigo. Ja, pa kaj vrni se. In greva na podmornico. Okay. Greva na podmornico. Morda nam poveš, kako si ti pristal na podmornici in imel si tam zelo eno zanimivo izkušnjo, ko si skoraj odšel
na drugi Tako svet. sem pristal In na podmornici. V osnovni šoli prvo že bil sem ves čas boln v mladosti, s 13 leti so mi prepovedali telovaditi, ker sem imel sklepno revmo pa težave s srcem in so mi priporočili, zdaj greš pa, torej za tebe je najboljša srednja šola, učiš se za urarja, ker boš celo življenje sedel in popravljal ure, ti ne bo treba fizično biti obremenjen. In takrat so prišli lobirati za vojsko. In prikazali so različne rodove v vojski, stanki, letali in tako naprej. Ena slika je bila tudi jadralna ladja, na punce na ladji, gor se naslanjajo, pa se raztegujejo. In ko sem jaz to videl, tam grem, mislim, nikamer drugam. Ne? Seveda tega nisem pol videl 20 let, ne? Ampak vseeno. Ja, tam grem, ne? In sem prišel v vojaško šolo. Ne? To si predstavljate, s 15 leti odrežejo te popolnoma od vsega, od sveta, enkrat tedensko greš lahko samo v mesto in še to smo uporabljali, šli smo takrat v mesto, smo si kupili samo v strežbi pijače in smo se nažrli ko svinje, ne? In potem smo šli spet nazaj noter in tisti dan. No, ampak eno tako kruto izkušnjo sem doživel na podmornici, ker sem bil potem po vojaški šoli, srednji mornariški, sem šel na podmornico 11 let. Torej, reševanje iz potopljene podmornice, to je bila pa res izkušnja umiranja. Torej, iz podmornice, ko se ne more dvigniti, se rešuje tako preko torpedne cevi, to so ene cevi, da ne kompliciram, 8 metrov dolge, 55 premera, skozi katere se izstrelijo torpedne cevi. Za nas je bila pa to za reševanje. In smo notri 4, en za drugim, se dvigne pritisk, zunanji voda spusti in tako in skratka aparat je zaštekal in sem čutil, da umiram v cevi, 55 premera, temno, mrzlo, 3 atmosfere, si predstavljate, ne, kako to izgleda? Bož da ne? Ja. In se zavedaš, da umiraš in potem so me rešili po 15 minutah in koliko sem bil močen na egu, da jaz zmorem to narediti, ker sem pravi dec. In sem naslednji dan ponovil vajo. In si predstavljate, ker to moraš biti težka budala, ne? In to mora biti ego tak, da klobuka ne moreš nositi. In to je bila izkušnja, zares izkušnja. Ne? Torej, pol vidiš, da ni več nič nemogoče. Ne? Tako Okay, da. hvala, Marjan. Ja, se vsi. Če ne moreš še jaz stati. Ja, lahko se tudi, ja. Mislim, veš kaj, ne. Ok, greva naprej. Midva bova šla zdaj po etapah, tako kot je v knjigi opisano, ampak bova pravočasno prišla do konca, ne še tvojega življenja, ampak ja, knjige, zato da bo potem čas za vaše vprašanja in tudi lahko potem Marja pogleda, kar vas zanima, ne, kar vas trenutno najbolj pesti. Skratka, podmornica, vojaška šola, potem šola za častnike in tvoja pot je šla popolnoma v drugo smer, kot si Za predstavljal. častnike v slovenski vojski. Tako, potem, slovenski ja. vojski, tako. In tvoja pot je šla potem nevzdržno proti duhovnim vodam. Si morda v življenju kdaj predstavljal, da boš tako drugačen ali si to čutil že kot otrok? Da sem drugačen, sem čutil, da bom pa tako drugačen, pa ne, to pa sigurno ne. Imel sem take izpade, sem imel, da sem imel sivo sliko cel dan, nisem vedel, kaj sem delal, sem šel doma, nož za pas, trnke, potoke, nalovil ribe, žabe, spekel tam, najedel zvečer, prišel, pa so se čudili, mislim, torej, kje si bil? Jaz pa nisem znal nič povedati. Tako da si odprl zadrgo zjutraj, sem stopil noter in potem, ko sem prišel nazaj, odprl, zaprl in to sem bil. In to sem doživljal take čudne zadeve. Ne? Mislim, se v knjigi to bolj natančno opisujem. Skratka, dogajalo se mi je. Ne? Ampak z tem področjem, rečemo, naravnega zdravljenja, ezoterike ali pa mistike, s tem sem se pa srečal, ko sem bil atletski trener, pa smo bili na pripravah večkrat skupaj z takrat atletsko reprezentanco olimpijsko Sovjetske zveze takrat, pa so te trenerji že uporabljali neke prijeme, ki so mejili na to področje. Seveda to je bila skrivnost in jaz sem imel možnost priditi
do tega znanja delno že takrat, zato ker so me sprejeli med svoje. Ne? V glavnem, slovenski trenerji drugi se niso družili z njim, zaradi tega, ker jim je bilo žal plačati pijačo jim. Mene so pa povabili v sobo najprej na krst. Torej, to je bila ena vodka 70% z veferoni in to so natočili 2 deci kozarce, smo nazdravili in smo spili. In eden je narezal še malo krhlje jabolk, smo to pojedli, pa še enkrat spili, pol se ne spomni nič več kot do jutra. In zjutraj je prišel ta glavni trener in je rekel: Marjan, maladjec ti si junak. Torej, lahko pijem z njimi, to pomeni, da so mi dali vse znanje, ki so ga imeli. Skratka, preko športa, ne, pa zelo pomemben del tvojega življenja je tudi šport. Ne, verjetno poznate zelo uspešne zgodbe z Primožem Kozmosom, pa tudi z drugimi športnicami in športniki. Skratka, šport in duhovnost sta šla nekako z roko v roki do tega, da si danes tukaj, kjer si. Ja, šport je zelo hvaležno področje, kjer lahko preizkušiš, kako to deluje, ker šport je egzakten in v športu se takoj vidi, a je rezultat ali ni. Ne? Recimo Primož Kozmus je imel mantro: koliko sem odprt navzgor, toliko lahko realiziram na zemlji. Je to demonstriral na pripravah na Bjelolasici pred olimpijskimi igrami. Vi si težko predstavljate te teže, ampak je prijel, pa je torej testiral, koliko lahko dvigne utež. In je dvignil takrat 190 kg. 5 minut je mantral, koliko sem odprt navzgor, toliko lahko sem močan na zemlji, in je prijel utež in je 5-krat dvignil. To je, da niso slikali, to ne bi nobeden verjel. Ne? Tako, in pozneje je šel na rezultat 220-230 kg. Ne? To so teže, ki pravzaprav, misli si, normalen človek tudi ne rabi vedeti, kaj to je. Ne? Mislim, in torej tam smo vse to izprobali, ne? Ta meditacija tehnike sem vam itak že prej povedal, simulacija, torej simulacija tistega, kar se bo zgodilo na olimpijskih igrah ali pa na tekmovanju, torej priditi v situacijo, da se je to že zgodilo, to začutiti v telesu kot nekaj, kako bi se počutil, če se to že zgodilo, in potem programiraš telo za to in ko prideš na tekmovanje, samo oddelaš program. Mi sledite? Ampak to je za vsa področja, za kjerkoli. To jaz naredim tudi za knjigo, to jaz naredim za predavanje, to naredim za karkoli se lotim. Torej v glavi tisto, kar nisi sposoben videti v glavi in začutiti, po vsej verjetnosti boš težko dosegel, če pa boš, bo pa vložek neverjetno velik. Ne? To ni vizualizacija iz psihologije. Vizualizacija je mentalna zadeva. To je nekaj, kar moraš istočasno videti, razmišljati o tem, začutiti energije, ki so v ozadju, in začutiti, kako v telesu, kot da telo to izvaja v tistem trenutku. In vsaka taka izkušnja, ki jo ponoviš, torej telo ustvarja nevronsko omrežje, ki podpira to novo aplikacijo, in potem imamo avtomatski program za to. Kje imate avtomatski program? Ja, ko greste v avtošolo, je tako? Torej v avtošolo greste, v avtošolo doživljaš marsikaj stresnega, dokler se naučiš voziti. Ko se naučiš voziti, ti možgani rečejo: ok, to zdaj obvlada, to je zdaj avtomatski program, aplikacija, ki ima svoj algoritem, kaj narediti takrat, kaj narediti takrat. To je to. In mi večinoma delujemo po avtomatskih programih, po navadah. Zaradi tega je tako težko spremeniti navade, ker so to navade, ker smo programirani in ker nevronsko omrežje podpira to navado, in mi delujemo avtomatsko na podzavestni ravni. Torej, nekdo, ki je alkoholik, ima v glavi program odvisnosti od alkohola. Torej, njegovi možgani vejo,
da če bo spil alkohol, bojo nagrajeni. Možgane ne briga, a je to škodljivo ali ni škodljivo. Oni bojo nagrajeni. In ko bojo nagrajeni, torej, in potem ti avtomatsko, ti lahko rečeš, grem mimo trgovine, grem v trgovino po nakupih, ne bom kupil alkohola, to je zavestno, lahko rečeš. Podzavest je milijonkrat močnejša od zavestnega dela in rečeš samo tokrat še, pa bom samo par šlukov bom naredil. In to je podzavestni program. S tem se veliko karmična diagnostika recimo ukvarja podzavestni vzorci, podzavestni programi, ko jih prepoznamo, torej nekateri učenci, ki so bolj napredni, se naučijo prepoznati te vzorce, torej vzorec je v podzavesti, tako kot sem jaz gospe pogledam, torej ga preberem, ker je to, če je resničen vzorec, ima energijsko podlago in začutiš to energijo, ker jaz sem to milijonkrat naredil in to lahko prepoznam in potem vem tudi, kaj narediti. Ok, greva zdaj mogoče naprej od športa, podzavesti, do tvoje poti, vseh teh, rekla, tehnik, šol, ki si jih v svojem življenju izkusil, ne? Imel si tako zelo zanimivo duhovno pot, vse zato, da bi nekako prišel v svojo podzavest, ne? Verjetno tudi vse vas zanima, kako postati boljši človek, kako se odvaditi, živeti polno strahov in tako naprej. Ja, vse te tehnike, torej sodobne tehnike, ki jih vsak dan dobivate preko različnih mrež in tako naprej, srčki, mucki, metuljčki, pa tako to vse to, pa delujmo iz srca, ljubeče, pa tako. Vse to bi lahko dali na en skupni imenovalec, kako postati boljši človek. Boljši človek pa ne postaneš tako, da se naučiš nekaj, da nekaj dodaš, ampak da se znebiš. Da nimaš več potrebe, da bi imel prav, da nimaš več potrebe, da bi dokazoval, da ti je vseeno, torej povem tisto, kar mislim in napišem tisto, kar mislim, pa se ne bo vsem dopadlo, ne? To zdaj, ta zadnji prispevek na Facebooku sem napisal, dobivam maile, ker se ljudje ne strinjajo z mano, ne? Ker pravijo, da napadam, ne? Ampak jaz to čutim in napišem in to je to. Torej, ko to tako narediš, potem seveda se osvobajaš počasi, da si lahko svoboden. Svoboda ni nič drugega, torej še vedno isto delam kot prej, samo zdaj se zavedam, da imam svobodo odločanja za karkoli. Drugo pa je, ali bom to izrabil. Torej, jaz lahko za nekoga vidim, da je bedak, pa imam svobodo v tem, da mu rečem, da je bedak. Pa jaz mu ne bom povedal, zato ker mu bojo že drugi povedali. Življenje mu bo povedalo. Jaz mu ne rabim niti povedati, zato ker mi je vseeno, ker lahko te sprejmem tudi, če si bedak ali si pa genij. Ne? To je tudi delna svoboda. Seveda, mi smo tisto, kar nam omejuje svobodo, ampak svobodo nam omejujejo tudi čisto fizične zadeve, krediti, službe, nimamo druge možnosti, torej nekje smo pa ujeti in v današnjem svetu ne bi funkcionirali, če ne bi na to pristajali, ne? Če ne pristaneš na kredit na avto, v današnjem svetu težko funkcioniraš, ne? Mogoče, če v mestu živiš, pa ne greš nikamer, imaš, ne vem, prevoze, na vasi tega ni, ne? In če na to pristaneš, to pa pomeni, da sprejmem to, da je to tako, se ne upiram več, ne proizvajam, ne trošim energijo, da se upiram temu. Torej, če trošiš energijo, recimo, da se zdravo prehranjujete in ne jeste nobeno zelenjavo, ki je prišla iz Milana ali pa odkje, ker je polna, ne vem, pesticidov in vsega tega. Če se temu upiraš, pač ne boš jedel pol zime solato. A je tako? Ja. Jaz ne kompliciram, rajši imam domačo solato, imam to, ampak pozimi pa kupim solato iz Milana, pa brokoli, pa karkoli. Mislim, a bi kompliciral zaradi tega? Ne. Okay. Ne bom. Greva morda zdaj od solate do karmične diagnostike. Kje, kdaj v svojem življenju si se prvič srečal s karmično diagnostiko, ki je en tak zelo pomemben del tvojega življenja? Ja, jaz sem že prej
se ukvarjal z vsemi možnimi metodami, od radiestezije pa do reiki, bil sem reiki učitelj, pa do bioergonomije, ki sem jo dobil od Izraelke Naomi Feinberg. In potem, torej, vse te metode so predvidevale samoumevno, normalno je bilo, kar je še danes pri veliko terapevtih, če nekomu pripelješ veliko energije, ga boš pozdravil. Torej, odidejo simptomi, ampak to se vrača. To je tisto, veste, hrvaški rek, drži vodu, dok majstori odu. Ne? Pa prideš ponovno, pa spet plačaš in tako naprej. In potem sem jaz na enem predavanju v Gost Martuljku, takrat še v Gostu Martuljku so bila na ravni Jugoslavije še ena taka, zbirali so se, ne vem, mogoče kdo od vas bil tam, taj duhovneži v kampu in tako, in držim predavanje, prije do mene en človek, en terapeut iz Reke in reče, to bi bilo pa za tebe. Torej, kopija prve knjige, prevedene v hrvaščino od Lazareva. Pravi, meni to ne gre z mojim prepričanjem, s tistim, kar so me učili skupaj, za tebe pa mogoče bo. In tam sem jaz prvič videl to, da je potrebno poiskati pravi vzrok za težave, ne sprožilec. Večinoma medicina in ljudje za nekaj, kar najdejo, kot rečejo, da je to vzrok, je to sprožilec. Če nekdo kadi in dobi neko težko obstrukcijo pljuča ali pa kakršnokoli bolezen, torej nikotin, kajenje je sprožilec. Treba je pogledati še korak globlje, zakaj imaš potrebe, da kompenziraš s kajenjem, kompenziraš to napetost. In tako je pri vseh odvisnosti. In ko to ugotoviš, potem se v procesu, seveda, ki je malo bolj zahteven za laike, se potem osvobodimo ta vzorec, ko osvobodimo ta vzorec, se osvobodi energija, ki podpira ta vzorec in se pokrene proces samozdravljenja telesa. Torej, vedno, brez izjeme, gre za proces samozdravljenja. Torej, nihče ne zdravi, niti zdravnik, niti terapeut, nobene. Zdravnik pomaga z diagnostiko, z zdravili in vsem tem. Mi pomagamo pač s tem, kar pomagamo, preventivo, energijskimi tehnikami. Od vsakega posebej pa je odvisno, ali bo sprožil proces samozdravljenja. Nekdo, ki je samodestruktiven, ki obsoja sam sebe, ki je v vlogi žrtve, on bo težko sprožil proces samozdravljenja. Mislite? Torej je potrebno biti malo optimističen. To tudi zdravniki vejo. Ne vem, davam primer, ko sem imel na Vilici operacijo, pa smo se pogovarjali s tem enim znanim kirurgom, vprašal me, kaj delam in to in sem mu razložil. Ja, je rekel, tudi jaz sem ugotovil, po operaciji na Vilici, tisti, ki imajo dober partnerski odnos, ki živijo srečno, se jim 2-krat, 3-krat hitreje zaceli, kot pri tistih, ki so torej destruktivni, ki so jezni, ki so nezadovoljni, ki slabo plačani ali pa karkoli, ali pa njihova politična opcija ni zmagala. Ne? Tisti, ki so zgubili včeraj na onem, karkoli je že bilo. Ja, torej vse to pripomore, ne? To so take zadeve. Ne? No ja, ampak tudi prej si omenil triggerje, ne? Večkrat recimo, ko pridejo ljudje na terapije, ne, se v bistvu odkrije tam, rekla, trigger, sprožilec, ki je lahko nekje v otroštvu ali lahko je popolnoma, rekla, običajen, ampak potem povzroči v kasnejših letih starost hudo bolezen. Kako recimo se lotiš takih zadev? Torej, dva načina sta. Jaz imam krajši način, zato ker sem izurjen v tem, jaz lahko direktno berem v podzavesti ljudi, kaj je notri. Ne? Drugače je pa potrebno, imamo pa tako imenovani kombinirani analitični pristop, pa gledanje tudi, torej, kje so energijske blokade in potem nam to ukaže na področje, kje bi lahko to bilo. Ne? Recimo, če ima nekdo blokado energijsko na srčni čakri, to pomeni, po vsej verjetnosti nam že nakazuje, ali je žalosten,
je bil traumatiziran, da ga je nekdo pustil, mu je nekdo umrl, niso mu dali, da bi dosegel nekaj zaradi česarkoli. Skratka, tu že lahko iščemo možen vzrok in zožamo področje, v katerem iščemo, pa če ga še vprašamo nekaj o tem, pa reče, ja, ne vem, pustil me je partner pred 3 leti, še vedno sem žalosten zdaj, še vedno trpim. Jasno, da je to že prvi znak. To je torej blokada te energije. Ko je blokada energije, potem organ slabše deluje. Torej, energija v telesu, ki rečemo bioenergija, torej ta energija ne opravlja funkcije organov. Ta energija zagotavlja boljše funkcije organov. Torej, če imam dovolj energije v jetrih, v ledvicah, v srcu, kjerkoli, v možganih, moji organi boljše delujejo. Če pa mi manjka energije, bodi si, da sem jezen, da obsojam, da sem žalosten, da sem traumatiziran, da ne morem se sprijazniti s situacijo, da sem nezadovoljen s službo, da sem nezadovoljen s prometom, ker eni so nezadovoljni z vsem, ker povsod najdejo razlog, zakaj so nezadovoljni, potem ti to odžira energijo, ko ti odžira energijo, je imaš manj, ko imaš manj, pokvariš svoje odnose, kajti nekdo, ki ima nizko raven energije, ni dober v odnosih, nikjer z v nobenem odnosu. Ima sistem slabše deluje, imunski sistem slabše deluje, torej sem bolj ranljiv za vse vrste okužb, kajti če imam premalo energije, imunski sistem slabše deluje, sem bolj dovzeten za okužbe. In tako naprej, prebavni sistem slabše deluje, ko se to enkrat naša komunala zaštopa, imamo ful težave potem, ker komunala ne odvaža in to zastaja in to potem telo iz črevesja absorbira nazaj. Tisto svinjerijo, ki bi jo morali dati ven, jo absorbira nazaj, si predstavljate, ne? Ja. Pa še dost vode ne pijemo, pa potem še iz črevesja vodo posrka organizem, ko jo rabi in tako naprej. Skratka, vidite, v čem je to? Torej, rabimo energijo in v vsem je energija. In zdaj, treba se naučiti tehnik, kako izboljšati energije. Imate tudi proces, se lahko sami naučite na YouTube, kot sem rekel, tisti posnetki, tam imate vodene procese, kot da vas jaz vodim na terapiji. V zadnjih knjigih, torej Izhod iz matrice, pa še katera že, pa tudi ta zadnja, navajam procese, skozi katere lahko sami sebe vodite za razreševanje težav. Kako sem to naredil? Danes tehnologija to omogoča, preprosto sem napisal postopek, vi vzamete mobitel, stisnete snemanje, govorite, kot da govorite nekomu drugemu in potem se uležete in pustite ta proces in vas vodi. Torej, tle so pomembne sugestije. Podzavest, če zaupate nekomu, ko sprejmete te sugestije, se spreminja. In znano je, da sugestije, ki jih dajemo sami sebi, so zelo učinkovite. Ker imate pa to posneto, pa to lahko 100-krat naredite. Torej, če rabite razreševati naprimer en problem povezan z starši ali pa s partnerjem, to lahko greste, težko je prvič vse odpustiti, sprejeti in tako naprej. Težko je to narediti prvič, ampak ko večkrat naredite, potem pa se nekaj spremeni. Seveda, eni se ne spreminjajo, eni ostajajo isti. In torej, veste, kako pravi dalmatinski rek, če ti eden reče, da si osel, se je lahko zmotil. Če ti 5 reče, kupi si sedlo. Takoj, ker si res osel. In eni bojo vztrajali, ne bojo to spremenili. To vam samo tako namečem malo. Torej, kaj je karmična diagnostika? Potrebno je delovati etično, tu pa pride etika v ospredje. Torej, ni etično, če ti prideš k meni, imaš težave, pa te vležem na masažno mizo, pa te obdelam energijsko, plačaš in greš domov. Danes se boljš počutiš, pa en teden se boljš počutiš, čez 10 dni si pa spet nazaj. Za mene kot terapeuta je to ful dobro, ker imam službo, ker imam že napisane lahko jih, naprej. Za tebe je dobro, ker ne rabiš nič narediti
enostavno prideš plačati, ker ljudje so, veste, na zahodu so ljudje, ki imajo s čim plačati, so veseli, da lahko plačajo, pa nič ne narediti. Karmična diagnostika pa pravi, glejte, gospa, vi ga biksate tu pa tu, torej vaš partnerski odnos je slab zaradi tega, ali pa lahko bi bil boljši, če ne bi sovražili svojega partnerja, če mu ne bi pogojevali, kakšen bi moral biti, če bi tisto, ko sem rekel prej, torej, če bi ti bil drugačen, bi jaz bila bolj srečna in tako naprej. In če to sprejmeš, gremo v proces, tako kot sem jaz sporočil, gremo v proces, gremo to razrešiti in ko to razrešiš, sprejmeš novi način delovanja, ko priješ domov, ljubček moj, vse tisto, kar gre in potem še epilog zvečer, ko otroci zaspijo in to je terapija. Ja, včasih, zdelo se vam bo smešno, včasih, dokaj sem še intenzivno delal, včasih je bilo treba ljudem za domačo nalogo, ko so partnerji prišli na reševanje problema, za domačo nalogo, zdaj pa pojdite domov, pa se dol dajte, mater. Če ste že 1 leto nista, to je terapija, to je domača naloga, vzamite resno, dokler tega ne naredite, ne prihajati k meni. Marjan. Ja. Še. Ja, mislim, vsak ima neko komando, ne? Mislim, da jaz nimam. Doma in tle. Povej. No, mogoče jaz bi nekako tako čutim, ne, da ta karmična diagnostika nas je zdaj malo dvigalna, da marsikoga zanima, kaj so še tisti podzavestni vzorci, ki jih naša podzavest skriva in so v bistvu pri večini najbolj pogosti. Ne? In če se jih nekako znebimo, rešimo, potem smo skoraj v nebesih. Ne? Ja, skoraj. Ja. Ali pa pripeljemo z nebesa dol. Ne? Mi radi Slovenci pripeljemo nebesa v petek zvečer, kaki zidanci dol na zemljo. Ampak, ja, predvsem kralj vseh destruktivnih vzorcev, ki pokvarijo vse živo od odnosov do ne vem kaj, vse je podzavestni vzorec, ki je program kot aplikacija, jaz imam prav in se ne motim. Poznate sigurno takih, to so tisti, ki rinejo vas. Po moje bi to moralo biti tako, po moje bi ga morali tega obsoditi, po moje bi morala ta politična opcija biti zunaj, po moje bi to moralo biti tako naprej. Če bi jaz bil, to so tisti, veste, kandidati za predsednike, če bi jaz bil predsednik, potem bi to uredil. To je, jaz to rečem, to je sindrom mis sveta. Kaj boš ti naredila? Borila se bom za to, da ne bo lakote na svetu. Ja, valjda se boš borila, ne? Mislim, wow. Ne? Torej, to je ta vzorec. Drugi vzorec je odvisnost od biti popoln. Na zemlji ni popolnosti, popolnost je gor, rečemo v nebesih, na zemlji je popolno tisto, narava je popolna, ker je vse popolno v skladu s funkcijo, ki jo rabi drevo upravljati, ki jo rabi žival upravljati in tako naprej. Ker si predstavljate, če bi človek si zamislil popolno drevo, kako bi ga naredili. Torej, ni popolnosti in tisti, ki želijo biti popolni, niso nikoli zadovoljni. To je tisto, ko mama reče, ja, gosti prihajajo, dejte otroci zložite servete, beštek pa to. Ja, pa zakaj si to sem dal, kad sem ti rekla, da mora biti tle? Pa zakaj je to tako, kad sem rekla, da mora biti tako? To je. Če imaš tako mamo, imaš slabo karmo, verjetno, ne? Ja, ampak marsikdo se bo zamislil na tem, torej, da popolnost kvari odnose. Kvari odnose, popolnost kvari tvoje zdravje, ker ti zniža energije in nisi nikoli zadovoljen. Zdaj pa si zamislite kombinacija, božanska kombinacija, jaz imam prav in se ne motim in odvisnost od popolnosti. Imate kakega takega? Sigurno, kar razmislite, poglejte ga malo. Ne? In največji problem je ta vzorec. Jaz imam prav in se ne motim. Na terapije ljudje, ki prihajajo na karmično diagnostiko, če imajo ta vzorec, jaz ga lahko preberem, pa tudi učenci, če imate ta vzorec, dokler ta vzorec ne spucate, ne boste nič naredila. Zato, ker vsak vaš nasvet, vse, kar mu poveste, presoja v glavi, a je to res ali ni. Pa zdaj, če je pošten, pove, ne strinjam se s tem, hudo so tisti,
ki ne povejo, pa so politično korektni in se delajo, kot da poslušajo. Ne? Razumete? To je ta odprt dialog nasplošno med terapeutom in tistim, ki rabi pomoč, ne bomo rekli pacientov. Če ga ni pravega, pol se tudi veliko ne naredi. Ne? To so te vzorci. Seveda, potem so še tu vzorci, mislim, odvisnost od, ne vem, Partnerja. odvisnost od partnerja, naprimer. Kaj se dogaja odvisnost od partnerja? Gledamo energijsko seveda zdaj. Torej jaz in moja partnerica, ni, ne? Ampak ne še, ne vemo, v naslednjem življenju morda, ja, zdaj, če mi ne bo težila zdaj preveč, mogoče, ja. Torej, namesto, da bi se vsak dober partner je tisti, ki ima postavljeno axis mundi, os sveta, ki se napaja z energijo iz zavesti ali pa božanskega, kakorkoli kdo to pojmuje, potem je dober partner, če sta oba tako. Če pa eden ni postavljen, se pa obesi na drugega in energijo vleče preko drugega, in ko energijo vleče preko drugega, tega izčrpava. On se počuti neprijetno. Pride ženska, pravi, veste, jaz imam občutek, kot da moj mož črpa mojo energijo. Gospa, to ni občutek, to je res. Ker lahko pogledamo to, ne? In potem, kaj je treba narediti? Torej, odrezati. Kako energijo odrežeš? Energija nima svojega programa. Energiji, lastnosti in tisto, kar bo naredila, povemo mi. Torej, mi ji povemo, mi jo uporabimo na tak ali pa drugačen način. Ne? Sicer se dogaja tudi avtomatsko, normalno, ker imamo podzavestne programe, pa narava svoje energije, pa kozmične energije vplivajo, torej planeti na vse to, kar se nam dogaja, ampak energijo, lahko rečem, prekinjam in potem bo moj partner nesrečen, ker ne bo dobil energije. Če pa gre za zelo bolnega, zelo človeka, ki ni pripravljen več sodelovati, ali pa otroka, mu pa lahko telepatsko preko podzavesti postavimo axis mundi in se bo napajala ta energija, ker nas razume telepatsko. Ker telepatsko mi lahko komuniciramo, seveda pod pogojem, telepatsko mi je dovoljeno komunicirati, da nimam nekega namena zlorabe, da nimam namena, da te bom programiral, da nimam namena, da bi na ta račun ne vem koliko zaslužil in tako naprej. Torej, ampak sem popolnoma nevtralen in čist in ti povem telepatsko, ponujam ti možnost, da si postaviš axis mundi, da steče energija, da je pa tisti, ki je pripravljen, da bo kmalu umrl, mu telepatsko povem, torej, to je pot, po kateri greš lahko kot z dvigalom v drugo dimenzijo, ko bo čas. In lahko pa vadiš malo. Ne? Ja, to se zdi čudno, ne? Ampak to tako funkcionira v tem svetu. Ampak lahko pa vadijo tudi ne samo, da gredo gor, ampak dejansko imaš tudi precej posnetkov. Axis mundi recimo eno izmed takih orodij, ki lahko v trenutku vam da energijo in v trenutku se počutite boljš. Samo postavite se v ta steber svetlobe in to je, imate na YouTube imate posnetke, vodene posnetke, pa na mojem Facebooku imate to vodene posnetke. Ampak to je, axis mundi ni nič drugega kot spoj neba in zemlje. Torej, ta povezava. To lahko naredite tisti, ki ste verni, tudi z molitvo. Oče naš, kaj je oče naš? Oče naš, pridi v naše kraljestvo, kako na nebu. na zemlji. Ja, tako na zemlji. To je axis mundi. Vprašajte župnika vašega, pa vam bo raztolmačil to. Ampak čisto zares, ne hecam se. To je to, to je povezava. Torej, to je axis mundi, če vam je to bliže. Koliko pa lahko energije dobim z axis mundi, toliko, kolikor sem prečiščen. Zdaj pa rečemo metaforično. Jaz sem televizija, ki želi sprejemati program od zgoraj. In ker sem zapackan z vsemi vzorci, z travmami, z obsojanji, z ljubosumjem, potem sem črno-bela televizija. Metaforično govorim. In se pritožujem, da imajo slab program.
slab program imajo. Program je dober, samo jaz sem črno-bela televizija. Kaj moram narediti? Ja, jaz moram sebe izboljšati, se osvoboditi obsojenja, ljubosumja, jeze, pogojevanja, travm in vsega tega, sprejemanje ljudi in sveta takega, kot je. Ko se tega osvobodim, sem kar naenkrat barvna android. Wow, in zdaj lahko sprejemam. Zdaj pa niso več kilobajti, ampak zdaj so pa terabajti, ki jih sprejemam od zgoraj, in to je pa energija, ki te zaplusne in ti da ta naboj, to je noro, ne? To je tisto občutek, veste, ko je, vsaka celica je živa, ko čutiš življenje, ne? In je čist vseeno, a jih imaš 20 ali pa jaz imam 70, čist vseeno je, koliko imaš let. Ni pomembno, dobro, neke stvari, jasno, torej v tem življenjskem obdobju neke stvari moraš drugače funkcioniraš, rabiš večjo varnost, prideš 1 uro prej na predavanje, če slučajno ne bi se kje zaštekalo, pa kaj bojo pa rekli, pa tako, ja. To so te zadeve, ne, torej, in vodo ne skočim več, ko sem bil mulj, sem se zaletel in sem skočil v vodo, potem sem pa gruntal, a je dosti globoko ali ne, metaforično, ne, zdaj pa potipam, da vidim, kakva je voda, a je mrzla, a je fajn, pa se malo polijem, ne, pol pa zaplavam, ja. Okay. Ja, imaš še kaj? Ja. No, vsem tem si lahko preberete več v vseh njegovih knjigah, ne, tudi priporočanje potem ta, rekla, vrtenje filma proces, podobno kot meditacija, Axis Mundi, ne, ko greste nazaj in v bistvu pregledujete svoje življenje, se vam bo marsikaj sprostilo. Ampak jaz bi šla še na potovanje in sicer... Pa ne takoj, gremo dokončati to. In sicer pomembno poglavje v tej knjigi je tudi, ti si prepotoval skoraj cel svet, Marjan, in prele, ko smo se pogovarjala, sem ga vprašala, katero potovanje ti je najbolj ostalo v spominu, in najprej si rekel puščave, takoj zatem pa šamani Sibirija, ne. Zakaj ta potovanja? Kaj te je gnalo, da si šel okoli sveta, nazaj in naprej? Enostavno to je tako, jaz sem vedno stremel k temu, da grem iz škatle ven. Torej, dokler tu živiš v svoji vasi, to je pa tudi v mestu, na koncu kot se tudi mesta je vas, si v škatli, si omejen, nimaš te razsežnosti. Torej, to pa dobiš, ko greš v tuj svet, ko spoznaš druge ljudi, ali pa spoznaš drugačno naravo kot puščave, ne? Mislim, puščave so mi ostale najbolj. Mislim, da sem bil 5-krat vodoskupine v Sinajsko, pa 5-krat v Jordansko puščavo. Še zdaj čutim bose noge na pesku vročem, še zdaj jih čutim, ker mi smo hodili po 20 km bosi po pesku, po puščavah. In ta tišina v puščavi, tišina, ki boli, in pol začne znotraj tebe kričati. Prihaja na površje vse, ker je tišina. To je noro, ampak o tem več pišem o tem, ampak nimamo toliko časa, da bi o tem. No, potem je pa, torej začelo se je pa z mojim obiskom šamanov v Sibiriji, Republiki Tuvi. To sem pa prišel tako spontano. Želel sem si spoznati, kako šamani delajo. Prebrati takrat, 15 let nazaj, ni bilo skoraj nič. Bilo je nekaj seminarskih oziroma tudi doktorskih disertacij o antropologov, o šamanih, ampak ko sem jaz to pogledal, nobeden od njih ni bil pri šamanih. Torej, sem rekel vodoma, torej plavanje učijo, niso bili noter v vodi. Torej, jaz želim spoznati prave šamane. Ko sem to izrekel, čez en mesec prije gospa na terapijo, še ena njena prijateljica zraven, gremo k šamanom v Tuvu. Tako je to, wow, od Moskve še tam 10 ur vožnje se voziš z avionom. No, tam smo bili pa 24 dni, torej s šamani. Spoznali smo vrhovnega poglavarja šamanskega, meni je že takoj povedal, ja, tu nisi prvič, tu si živel že v vsaj 3 življenja prej na tem jezeru Bajkalskem, in potem nam je dal spremno pismo, smo potovali po terenu,
da so nas povsod šamani sprejemali tako, kot da smo njihovi. 3-krat na dan smo bili v ritualih, veste, to je ritual, to ko te odnese, to že sami zapisi v knjigi Med šamani v Sibiriji, tam mislim, da nekaj, ja, evo tisto, že samo v tisti zapisi, ko preberete, tisti, ki je malo bolj odprt, bo začutil ta proces, to, ko se začne, ko šamanka pripravi ogenj, šaman ga prižge in potem vzamejo bobne, pa jih ogrevajo, pa probavajo in potem, ko se začne ta ritual, recimo eden od takih, 3 šamani, torej 2 šamanke in šaman, bobnajo okrog ognja, skačejo, vsak ima svoj ritem, istočasno so vsi ujeti v nek ritem, to jaz si sploh ne predstavljam, kako bi to niti razložil. In v trenutku me je odneslo, sem bil gor v neki drugi dimenziji, sem opazoval, kaj se dogaja, to je noro. In jaz, če danes, ko slišim nekje bobne, džembe recimo, mene kar skeli po nogah, kar po telesu mi gre, ko čutim ta ritem, ker boben prizemljuje, veste, boben prizemljuje, ne? Sploh afriški bobni. Ne? Tako da potem bil sem še v Peruju, pa v Boliviji pri šamanih, torej na Ayahuaski, torej šel sem skozi to izkušnjo, zanimiva izkušnja, veliko sem spoznal tam, odprlo so mi neke stvari, v Vietnamu s šamanko, ampak tam ona je bolj, Vietnam je edina destinacija, kjer šamani izvajajo rituale za turiste, ne, si predstavljate. Vse lepo izvajajo, vse to lepo zgleda, ampak to je turistično. Ne. To vidiš, da je to za turiste, ona je lahko dobra, ampak za turiste. Pa so me tisti, ki sem jih vodil skupine, so me vprašali, a je to za turiste ali je to avtentično. Pa jih nisem smel razočarati, sem rekel, avtentično je. Ja. So bili bolj veseli, ne? Mislim, ker kot če bi jim rekel, to bi bili razočarani. Tam pa v Nepalu smo bili 2-krat tudi pri šamanih, tako da, ja, to je kar doživetje, šamanovi doživetje za res nekaj. In kljub temu, da sem s vsemi temi šamani bil, si ne upam reči, da sem šaman. Delno poznavalec šamanskih tehnik, šaman sem bil v prejšnjih življenjih, nekateri, nisem pa šaman. Tega, ker boste tu pri nas v Sloveniji naleteli na terapevte, ki se deklarirajo kot šamani, bili so pa na šamanski delavnici, kjer so se naučili bobnati. Razumete, šaman se rodi, potem gre skozi proces, ker umre in se na novo sestavlja. To mi ni bilo nikoli jasno, kako umre. Umre njegov ego, ni več njega, ni več osebnosti, je še samo šaman, ki se brezpogojno daje za skupnost. To je to mi težko razumemo, da se nekdo da za skupnost, komaj toliko zasluži, da preživi. Ne? To je treba doživeti in to mi je kar toplo pri srcu, ko se izpomnim, kako so brezpogojni, kako neverjetne stvari, kaj počnejo in samo žrtvujejo se. Delajo od jutra do večera. Pogosto ženske, ki postanejo šamanke, si pokvarijo družinsko idilo, zaradi tega, ker ženska je tam v Tuvi, oni rečejo tako, najprej sem jaz, pa je konj, potem so pa ženske, pa otroci, ne? Ampak, ko je ženska inicirana v šamanko, v trenutku zraste za nekaj plačilnih razredov in je enakovredna moškemu. In moški se s tem zelo težko sprijaznijo. Ta ena, v kateri pišem tudi v knjigi, je mož sodnik, je rekla, da se je potem, ko je prišla domov, ko je rekla, zdaj sem pa tudi jaz enakovredna, da se je zapil. Da ni mogel prenesti tega, da je ženska zdaj pa kar naenkrat enakovredna. Žensk se bojijo, celo včasih, ko so umrle, so jih posebej zakopali, tako da ne bi slučajno prišle nazaj. Ja, to je tako kot ta vic, ne, kar rečejo, zakaj v nebesih ni več žensk, ne? Ker potem bi bil pa pekel. Ja. Okay, ja, v bistvu šamanka, ne, to tej šamanki, ki govoriš, ne, nekako, ko pride ta klic, tega ne sme zavrniti in je to v bistvu potem njeno življenjsko
poslanstvo. Ne? To je torej torej te principe, po katerih šamani delujejo, torej ta spoj z naravo, z naravnimi silami, z entitetami, z božanskim prizemljevanjem, spodnji svetovi, zgornji, srednji svetovi, samo da vam namečem malo tega. Torej, to je zelo dobro, uporabno, vendar delovati na šamanski način v naši kulturi je ne paše, ne? Veste, zdaj, če bi jaz tle imel terapije, pa bi šel tle ven, pa bi zakuril ogenj, pa začel bobnati, pa tako, pa to, ne bi ljudje sprejeli, ali pa recimo afriški šamani, ki žrtvujejo živali in tako naprej, to ne bi sprejeli, tega je to treba biti malo previdni in ta neošamanizem je koristen, ni pa vedno uporaben v naši kulturi, ker mi smo vseeno krščanska kultura, imamo stereotipne vzorce v podzavesti vezane na krščanstvo in to težko presežemo, to pa sprejmemo kar naenkrat, zdaj pa nekdo, ki verjame, če bo zaklal kozo in bo duh koze v tebe zdravo, to je že meni skregano, pa sem vsašta videl v tem življenju. Ne? Torej ti si duh koze si pooblastil, da je višji od božanskega. Halo, čak malo, nekaj ne štima, ne? Ja, ampak oni tako funkcionirajo in to je placebo učinek tudi. In če si ti prepričan, ko prideš, da ti bo to pomagalo, potem ti bo to tudi pomagalo. Tako da moramo tudi to imati. Na koncu koncev, vsa zdravila imajo tudi placebo učinek. Če meni zdravnik da antibiotik, ker so se bakterije preveč razmnožile in če jaz verjamem zdravniku in verjamem, da mi bojo pomagale, potem imajo zraven kemičnega učinka, imajo tudi placebo učinek. Če pa ne verjamem, pa rečem, glej, zdravnik ne ve, kaj mi je dal, ne bom to jemal, ti nima učinka. Vse ima tudi placebo učinek. Samo, če verjameš. Ne, če rečeš, jaz bom pa zdaj verjel, pa mi bo pomagal. Ne bo ti. Ne bo ti. Torej, moraš biti prepričan za res in če si prepričan, da je to koristno, potem ti bo res tudi pomagalo. Ok, jaz mislim, da sva zdaj lepo zaokrožila in s potovanji prišla nekje do konca. Morda za konec vprašanje, tukaj vidimo na policiji vse tvoje knjige, katera ti je tista res najbolj pri srcu? To je vprašanje otroku, koga imaš rajši, očeta ali mamo. Ne, najbolj pri srcu mi je ta knjiga, Med šamani v Sibiriji. Tudi najmanj prodajana, zato ker je to že naslov je tak, ne, pa ljudje tega imajo dosti, ampak to je knjiga, ki sem jo napisal iz srca, ni tehnična, ni strokovna, ampak je napisana tako. Super se bere. Ja. Se bere dobro, ne? Ja. In to je to, pa še slik imate noter, mislim, wow. No, tudi v avtobiografiji, ne, so tvoje slike. Tudi v knjigi Avtobiografija, ja, ta zadnji je enih 70 slik, tega, ker verjetno v tem življenju ne bom več avtobiografije pisal, tako da, no, ta del se nismo dotaknili, to je moje izobraževanje. Torej, to imam še vprašanje. Evo, vprašanje? No, v bistvu vprašanje je, ustanovil si šolo, ne, za bioterapevte, šel si tudi, to vse v knjigi lepo piše, skozi ene procese, kako bi se to nekako priznalo, uveljavilo, urejanje tega na našem področju. Naletel si na marsikatero prepreko, ne, tako kot Odisej. Ampak ja, se mi zdi, tudi ko smo se pogovarjali, da je ena od stvari, na katere je res zelo ponosen, prav ta šola. Ne. Da v bistvu podajaš znanje naprej. Ne. V nekem trenutku mistik Gurdžijev, ruski mistik, je rekel, da v nekem trenutku svojega razvoja moraš začeti podajati znanje naprej. Da je to potem tvoj razvoj. In tudi vrhovni poglavar šamanov v Tuvi mi je rekel, tvoja moč bo rasla s tistim, koliko boš dal drugim svojega znanja. In ta šola je, znači jaz sem najprej 8 generacij svoje šole, ker sem samo jaz predaval, 4 generacije sem dal to šolo, Tadeju Pretnerju sem tudi predaval v njej,
potem 4 generacije hrvaške šole, 1 generacija na Poljskem in zdaj 10. generacija pri Neli Rep. To je kar nekaj, ne? Pa še, pozabil si? Še kaj? Šola, ki sledi s hčerko Tino Gorevc. A ja, dobro, to me pa zdaj... To pa za potem, ja. To me, hčerka Tina me je vlovila, ja, da bi malo se vključil v njeno šolo. Skratka, šola je dobra, ker v šoli moraš torej nenehno razvijati. Ne? Jaz še dan danes, verjemite mi, 27. generacijo predavam, isto temu predavam 27. Pa se doma pripravljam za to, ker razmišljam, kako bi še bolj poenostavil s tem, torej zadeva mora biti enostavna, torej kot je rekel Einstein, poenostavi kolikor se da, ne pa bolj. Ker potem pridemo, kaj dobimo? Sveto preproščino, slovenske znanje, način delovanja. Sveta preproščina pa pomeni, ko laik razlaga stroko. To je pa sveta, mi smo tu svetovni prvaki. V vsemu, vsi se razumemo, v nogomet, v vse se razumemo, v košarko, v sodstvo, vse vemo. Ne? In razmišljamo o tem in predvsem, kaj je zelo pomembno, kako motivirati ljudi, da bi se podali na to pot. Ker če ni motivacije, imaš lahko namen, imaš lahko sprejmeš odločitev, imaš lahko ne vem kakšen magijski proces in če ni motivacije, potem ni naboja energijskega, ki te vleče v to in ne boš naredil. Če si pa to pripravljen, veste, koliko sem jaz pripravljen, mislim, sploh ne morete predstavljati, kak naboj imam jaz sebi, da grem naprej. In meni je žal, da ne zmorem več kot par knjig na mesec prebrati, pa raziskati, pa se učiti, pa neke knjige, 400 knjig imam z tega področja doma. Vse sem prebral enkrat, dvakrat, trikrat in zdaj grem spet v to branje, zdaj razumem neke druge stvari in jih integriram v to obstoječe znanje. Ampak mi je žal, ker je dan prekratki, pa ne morem vse narediti. Evo, danes dopoldne sem malo lenaril, 90 strani ene knjige sem predelal. Hitro, ker tu bolj se naučiš, imaš kondicijo. Ne? Tako športnik ima mišice nabildane, tu imaš kondicijo in potem greš v to. Ne? In je vedno bolj zanimivo. Vsega, torej pa izprobaš vse. Torej pripravljaš že novo knjigo, če sem pravilno razumela? Prav si razumela, nove knjige imam napisano 250 strani. Nova knjiga je pa povezava, torej naravni načini zdravljenja kot pomoč pri medicinskem zdravljenju. Integracija enega in drugega, povezave, torej napotki za paciente, za zdravnike, za terapevte, za svojce, kar je zelo pomembno, okolje in tako naprej. Podajam osnovni način, kako to funkcionira, tudi neke tuje prakse. Skratka, vse znanje, ki ga premorem, je notri v tej knjigi. In v naslednji bo spet vse, ne? Mislim... Evo, pa smo prišla še do zadnjega listka, ne, ker piše bolezni kot priložnost. Marsikoga zanima ta tema. Ti praviš, da bolezen ni neka tragedija, da je to neka naša nova priložnost, da začnemo drugače, da začnemo znova, da začnemo boljš. A je to res? Res je, vendar ne povsem vedno. Ne? Torej, imamo tudi bolezni, torej za tiste, ki se zavedajo, ki lahko ozavestijo, da razumejo, zakaj so zboleli, kaj se morajo naučiti, je to res. So pa ljudje, ki se ne zavedajo, ki imajo morda, ne vem, tega je nekoliko procentov je genskih okvar, ko so ljudje hendikepirani telesno, umsko, ki ne dojemajo nič in njemu ne moreš razložiti, da mora nekaj spremeniti pri sebi. Oni pač mora imeti to izkušnjo. Ne? In pri takih tudi moje izkušnje so pri ljudeh, ki so prikrajšani za neke sposobnosti in ki ne dojemajo, oni se ne odzivajo na energijske terapije. Ne odziva se na energijo, njem ne moreš nič dati energijo. On je v svojem svetu, kot da je zaprt v steklo in on ne sprejema energije. On sprejema samo domače ali pa tisti, ki se ukvarjajo z njim in živi v svojem svetu in v tem svetu ni nujno, da je nesrečen. Sem spoznal fanta, ne vem, 25 let, že celo življenje mu zjutraj dajo karte in on karte obrne, pogleda pa izloži tam, pa nazaj na kup.
pa je vesel, nasmejan je. Torej, a mislite, da je mogoče bolj nesrečen kot tisti, ki hodi v službo, pa ne vidi izhoda, pa ne more kredita plačati, pa ima otroka bolnega, pa ne vem kaj vse. Pa, ja, težko rečemo o tem, ne? Torej, so ljudje, spoznal sem ljudi, ki so slepi od rojstva, nikoli niso videli. Punca 5-letna so jo pripeljali, bili so po celem svetu, da jim vrne, nikoli ni videla. Ona cele dneve pleše in poje. Kdo ima težavo? Starši. Ona pleše in poje, njej je dobro. Ona ne vidi, ne pozna drugega, zaznava svet na drugačen način. Torej, ker ko ne zaznavamo z enim od čutil, se druga čutila okrepijo. Boljše slišimo potem, boljše okušamo, boljše tipamo in tako naprej. Ne? Tako da, o čem sem že govoril? Skoraj ni več teme. Super. Ne, nekaj imamo še malo časa, dajte vprašajte. Ja, zdaj pa jaz poberem listke, ne? Ali pa kar vprašajte. Če si ga kdo da. Jaz vprašam, iznijem listka. Na to knjigo, Moč svobode, ne? Ja. Pa malo poznam, mislim, predavanje, vse sem vas poslušala pa to. Ali dejansko je lahko človek svoboden? Ampak v smislu svoboden, da bi rekel, lahko preživiš, kako če nimaš kartice, ne rabiš kredita, ne službe, pa da živiš. Vprašanje, ali je to svoboda. Svoboda je za mene, da imam svobodo, da se odločam, tako kot se lahko odločim, da nimam odvisnosti. To treba razumeti. Torej, če imam v sebi odvisnost od alkohola, nisem svoboden zaradi tega, ker se moj podzavestni program odloča namesto mene v mojem imenu. Jaz ga pa registriram malenkost pozneje in misli, da sem se jaz odločil. Če nekdo a priori sovraži vse tiste, ki niso po njegovih merilih, on ni svoboden. Njegov program ga sili, da vedno najde nekaj, kar, ne? Torej, pride gospa, ja, bolna, rečem, gospa, za tega ste bolni, ker sovražite, ste jezni na svoje domače, non-stop. Ja, pravi, jaz ne obsojam in ne sovražim, razen, če si kdo zasluži. Jaz rečem, gospa, ok, naslednjič prineste meter, s katerim to merite, pa bomo skupaj zmerila. Pa da vidimo, torej, ljudje mislijo, da obsojanje ni, če si je nekdo zaslužil, ampak nekdo si je zaslužil po mojih merilih, po merilih družbe, staršev, politične stranke, sodišča ali policaja ali pa kogarkoli, ampak to ni. Torej, če obsojam, nisem svoboden. Svoboden sem, kadar sem lahko nevtralen, kadar lahko govorim, tudi če me zabijete in me ne sprejmete in sem zadovoljen s tem. Svoboden sem, če nisem ne vem kako vzhičen, če me pohvalite. Moj ego res malo se nahrani, ne, ker pač ne more krompir jesti, je pohvale, ampak ja. Torej, takrat, ko se ne odzivam na to, sem svoboden. Ko ne rabim se jeziti, ampak jeza ne pomeni, da navzven si jezno govoriš, gestikuliraš in nekaj vse. Tisto, kaj se notri dogaja. Torej, če sem jezen, pa ne dajem ven, ne povem o svojih, ne izrazim svoja čustva, potem poškodujem biopotencial jeter, žolčnika, vranice, trebušne slinavke. Torej, s tem pokvarim biopotencial in ko pokvarim biopotencial, zraven še nekih dednih dejavnikov, zraven nepravilnega sloga življenja, zraven nepravilne prehrane, ko se to vse skupaj spakira, ne, potem je velika verjetnost, da se bo razvila neka bolezen. Veste, to je pri sladkorni bolezni, ne, se veste. Trebušna slinavka pač ena od funkcij je, da proizvaja inzulin. Inzulin je poenostavljeno transporter, ki iz krvi vzame molekulo sladkorja, glikogena ali glukoze in ga odnese do celic, da ga celica uporabi ali pa karkoli. To on počne. In zdaj, če mi prevečkrat prisilimo
trebušno slinavko, da izloča inzulin 5-krat na dan, pojemo nekaj sladkega, potem se ona utrudi. Če smo ob tem užaljeni, kar poruši biopotencial trebušne slinavke, še kakšen malo dednega faktorja, sloga življenja in potem v nekem trenutku trebušna slinavka reče fuck off, ne grem se več, zdaj se pa sam znajdi, pa si inzulin jemlji. Dobesedno tako, torej, mi si pokvarimo s tem. Torej, ni problem pojesti danes tortico, jutri tortico, pa kakšno jabolko, ampak stalno, po vsakem obroku, pri nas imamo celo, naša kultura pravi, če je bilo pravo kosilo, pravo večerjo, potem damo tudi kolač pa tortico, pa pridemo v goste, pa se upravičujejo, ker nimajo torte danes ali pa nimajo kolača, razumeš, jaz pa rečem, bog, le kak je super, ne? Torej, da tega nimaš, ne? In tako je to samo en del, recimo, en takšen, ne, mislim, kaj sem zašel. Potem zdravniki, recimo, ne, glih to, ko ste rekel sladkorna, imaš eno, pa imaš dve, ne? Ja. In ko ima, recimo, otrok, ne vem, najstnik dobi enko, stop, lejte, to je genetika, lejte, niste nič krivi. Ja. Lahko da je tudi genetika, ampak je treba pogledati tudi zakaj. Torej, sladkorno bolezen lahko dobi otrok tudi, ker je bil traumatiziran, ker je bil v šoku, ko je, recimo, ne vem, poznam primer, naši prijatelji, takrat, ko je bila vojna v Sloveniji, njihov oče je bil v jugoslovanski vojski, takrat v Cerkljih, major in je torej sin je bil mali, 8 let, prepričan, da je njihov oče junak, ki bo branil Jugoslavijo, in potem so mu sporočili, da je oče prebegnil med teritorijalno obrambo. Sin je doživel takšen šok, da je naslednji dan v kliničnem centru končal. Torej, nehala mu je delati trebušna slinavka. To je tako brutalno bilo, ne? In to lahko vsak doživi. Zdaj, jaz ne morem komentirati, kaj zdravniki pravijo, zato ker mislim, ne poznam njihovega dela. Jaz lahko govorim na področju energij, na področju informacij, na področju vzrokov, o tem pa se lahko pogovarjamo. In s tem, torej, jaz si ne delam nikoli utvare, da jaz zdravim. Jaz nič ne delam. Samo pomagam vam odkriti, kje je vzrok, vam to razložim, vas peljem skozi procese in s tem prispevam, da bo tudi, če se medicinsko zdravite, to bolj uspešno, da boste boljše funkcionirali in da je manjša verjetnost, da pride do recidiva, da se bolezen vrne. A je to 100% tako? Ne vem. Kako naj vem? Kdo pa lahko garantira? Ne? To je tako. Ampak Zdaj bom pa še jaz ostala. končno. Ne, čas se nam izteka in v bistvu, tako bom rekla, zelo redka priložnost je, da Marjan Ogorevc nekako je takole v javnosti, ne, terapiji ne izvajaš več, delavnice sicer še imaš na Otoku Ižu, ampak jaz bi morda predlagala vsem, da jaz vzamem kakšen listek in pogledamo resnično, pomagamo nekomu danes ali pa parim, da začne spreminjati svojo življenjsko pot, da gre naprej, da naredi korak, da se opogumi, a ne, ker to je to, da najde energijo, pogum, da gre korak naprej. Ne. Morda ne veste, kako to nekako izgleda, ampak lahko Marjanu Ogorevcu lahko pogleda v podzavest, prebere vzroke in v tem trenutku se vam lahko sprosti. Če ste tu s partnerjem, povejte, kako želite, da ga programiram. Tudi to, torej to se da programirati. Torej, nas programirajo, torej to je hipnoza, torej mi smo hipnotizirani, kadarkoli sprejmemo sugestije nekoga. Če sprejemamo političnega vodjo nekoga, ko govori, ko Janez govori, vsi njegovi sledilci so hipnotizirani, verjemite mi, ker jih poznam. Hipnotizirani so, ker to je nekaj, kar je svetega, ampak ravno tako tudi druga opcija. In s tem te programira, ker če ti stalno govori, ti mu zaupaš, je za tebe avtoriteta, potem se programiraš. Starši programirajo svoje otroke. Glede verske usmerjenosti, glede tega vrednot, ki bi jih moral gojiti, celo poznam primere, ko jih programirajo, za kater klub mora navijati otroke in vse to, torej ga programiraš. Seveda. Kaj si imela v mislih? Listke. Listke!
Magdo, a moraš imeti liste, da se Lahko vprašate. Lahko kar vpraša, ja, Listki so malo bolj tako diskretni, ne? Da Ma mogoče ja, so lahko bolj mislim, ja. osebne Tle stvari, smo se- kot kola. Zato, nič drugega. Kje sem trenutno? kjer je to naslov. Knjige. Ne, to je nesmiselno ugotavljati, to je vprašanje za vedeževalko. Nisem vedeževalka, kje sem. To je vprašanje kot, naprimer, kje sem. Mi delamo drugače. Glede na problem, ki ga imam, gremo pogledati, kje je vzrok in kaj ti moraš narediti. To je. Torej, problem, recimo mene so to, jaz sem se izučil v tej šoli. Ko mama pokliče, a mi lahko poveste, a bo moja hčerka doštudirala. Gospa, vprašanje ni pravilno, kakšno pa mora biti. Kaj mora hčerka narediti, da bo doštudirala? No, študirati mora. Ne? To je, ja. Ali bom dobila vnuka? Wow. Ali ima hčerka, torej ima partnerja? Ne, nima ga. Ja, mislim, kaj me sprašujete? Torej, vprašajte me, kaj mora hčerka narediti, da boste dobili vnuka? Pa jaz rečem, jaz sem bil včasih nesramen, pa rečem, ja, bo vprašal, povejte, ja, dobim mesto, povejte hčerki, da roka ne naredi otroka. Jaz sem si dovolil včasih take nesramnosti, ampak so me ljudje vseeno sprejemali. Ja, izvoli. Mene zanima, jaz sem v postopku ločitve, a ne? In kaj moram narediti, da recimo v naslednjem življenju ne bom spet za Ma ne naslednjem, v temu, naslednji mesec. Kaj moraš narediti? Ja, glej, treba je pogledati vse, kaj je tisto, kaj ti lahko narediš, da popucaš za nazaj. Ne? In če te zdaj pogledam, imaš v sebi podzavestni vzorec, temu rečemo idealiziranja moškega, oziroma podzavestni vzorec, ki ti narekuje, kakšen bi moral biti moški. In če ni takšen, gledaš okvir, hodiš po svetu, to ne, ta ne, ta ne, ta ne. In na koncu dobiš točno tistega, ki ga pogojuješ, in pol si dobila hodičavo. Torej, ja, lej, ta vzorec spucaš naprej. Kako ga spucaš? Imaš v knjigah, imaš na YouTube, imaš posneto, nimaš nobenega zgovora, tudi če nimaš denarja, imaš v knjižnicah knjige. Vse imaš na free, vse lahko, samo nekateri si lahko privoščijo, pa kupijo. Knjige so drage, ne? Vidite sami, da so knjige drage pri nas. Če bi bila v Ameriki taka knjiga, bi bila $10, zaradi tega, ker jih milijon natisnejo. Tle pri nas pa še to na Kitajskem tiskajo, pa je €0,5 ali pa $0,5 je tiskanje, poznam to. Ja. Pri nas je knjiga draga, ker to so male naklade in naši avtorji komaj pokrijejo stroške tiskanja in vsega tega, ni tako. Komaj pokrijejo, eni ne pokrijejo. Jaz imam srečo, da pokrijem in da vedno s to obstoječo knjigo toliko zaslužim, da lahko naslednjo tiskam. Evo, tam le še eno vprašanje ima gospa, ja? Jaz imam vprašanje. Glih, ki si omenil, da je največji hudič, če imaš zmeraj prav, pa če hočeš biti popoln. Ne? Ja. Pa smo se o otrocih pogovarjali. Recimo, jaz imam doma takega otroka in je zelo, ne vem, kdaj smo ustvarili ta vzorec, kaj smo naredili, da ima ta otrok... Lahko ga je prinesel iz prejšnjega življenja, lahko ga je prevzel od nekoga od vas, od tebe ali pa od očeta. Ne. Po čem ni mogoče? Lahko je prenesel od 2 generacije nazaj, pa je nekdo samo nosilec tega programa. Kako torej programirati? Malo prej sem povedal, v knjigah je navedeno, kako to samo narediš. Če greš na YouTube, imaš 6x po 3 ure predavanje, pa greš tam pogledati družina ali pa partnerski odnosi ali pa tisto pregledaš vse skupaj in potem je polurni proces, ker te vodim, da to razrešiš. Vse je na voljo, samo moraš se pa včasih potruditi, ne? Jasno, da ne morem vse. Pol me nekdo vpraša, ja, na kateri minuti je to? Ne na minuti, celo preglej, poslušaj ali pa knjigo. A mi lahko poveste, na kateri strani ste o tem govorili?
Ne vem niti v kateri knjigi več, ker se je to vse pomešalo in vse. Torej, nažalost, jaz mislim, res nimam časa več za terapije, razen to na Ižu še te delavnice, ampak so moji učenci. Jaz ne bi nobenega izpostavljal, poiščite. V glavnem je to tako. Vsak dobi terapeuta, ki ustreza njegovemu stanju, odnosu do terapeutov. Torej, tisti, ki misli, da so terapeuti, da zlorabljajo ljudi, da so zaslužkarji, da niso dovolj dobri, bo točno takega dobil. Torej, vi ste verjetno kar dobro mislite, če ste prišli k meni sem. Ja, ampak pogledaj, danes je treba pogledati, danes imate vse na spletu, reference pogledate na koncu koncev, torej, izogibajte se, če vam nekdo na spletni strani ponuja terapevtske usluge, ne vem, 10 metod, pa ni podpisan. Torej, da je oseba, ki to izvaja, mora biti podpisana, da jaz vem, kdo je tisti, ki to izvaja. Torej, to zahtevate, kdo je. Ker ti moraš stati za tem, jaz stojim za tem, karkoli naredim, prevzemam odgovornost in stojim za tem in to je to. Tamle ima še gospodična, ne? Vprašanje. Ja. Kako pa veš, da je gospodična? Vem, da ne. Ja? Problem je ta proces, pa se povežem z vesoljem, s svetlobo, mene močno strese. To je občutek, ko ga ne morem kontrolirati, potem čutim nek naval energije. No, ne ga kontrolirati, spusti ga skozi sebe. Ampak ne vem, kaj to točno pomeni. Mislim pa, še res me zanima. Kaj to pomeni? Pomeni, da čutiš energijo. Ker tudi, če bi jaz hodila, recimo, ne vem, poslati določeni osebi neko misel ali pa neki veliki večini se mi isti občutek zgodi. Zakaj pa moraš osebi pošiljati? Pač ne vem, da bi hodila kaj podzavestno povedati. Povedati mu podzavestno. Vem, da ste ženske sposobne v tem, da znate povedati, ampak da znate pa podzavestno povedati, to pa že nisem slišal. Ker... Kaj je? Torej, problem je, da si ne dovoliš spustiti skozi sebe in problem je, da hočeš to analizirati. Neke stvari se ne dajo analizirati, neke stvari so na ravni fenomena, torej ne razumemo, deluje pa. Veš, to je, ne vem, ti povedal, ko smo bili na svetovnem prvenstvu, pa je zdravnik reprezentance videl, kako sem eni atletini pomagal in ji sprostil, zaštekal je vrat, pa sem ji sprostil, da je lahko tekmovala. Je rekel, jaz tega ne razumem, ampak vidim pa, da deluje. Torej, ne znam, jaz danes znam to tudi razložiti, vse znam tem, zaradi tega, ker fizika, kvantna fizika čisto vse to, kar mi delamo, razloži. Dokazuje, kaj se zgodi na ravni epigenetski vpliv, torej na vpliv na gene. Torej, če imam, geni so samo načrt, geni so metaforično cigla in les, pa beton, ki ga uporabimo, da bomo hišo sezidali. Kakšno hišo bom pa sezidal, kakšno telo bom zidal, ja, odvisno od tega, kakšen je sem, moj po naravi, kaj sem podedoval in to vse skupaj. Ne? In torej, dokazano je danes, včasih so mislili, da nas geni determinirajo celo življenje. Ne, geni imajo svoj način izražanja, ki je odvisen od zunanjih vplivov, od okolja, ker se prilagajajo. Ampak okolje ni samo tisto, kar je izven mene, okolje je tudi tisto, kar je v moji krvi na podlagi hormonskega odziva na to, kar počnem. Ne? Torej, če me je ful strah, če sem pod stresom, je moj hormonski, torej se osvobajajo stresni hormoni v krvi in te stresni hormoni, če jih je preveč vsak dan, vedno znova, potem vplivajo na gene, ki proizvaja strupene beljakovine, ki mi škodijo. To je, veste, to je, ne vem, če dispenza, katero omenja. Torej, če se jeziš, zastrupljaš sebe, dobesedno zastrupljaš, razmisliš pa, tisti, ki se jezijo, mislijo,
da če bom jaz zastrupljal sebe, bo umrl on drug. Ne bom, jaz bom. Ne? Torej to je. In to, mislim, to so tu kompleksne zadeve, vsake tebi da lahko govoril cel dan, ne? Ampak izvoli. Jaz sem hotel vprašati glede te jeze, ne, pa teh čustev, kot so jeza, užaljenost. Kako v bistvu se s tem spopasti? V bistvu, pač, aj dosti, da sam si pač, oziroma da skomuniciraš, če si na nekoga jezen, ali pa zaradi nečesa... Razumeti je treba. Razumeti je treba. Zakaj sem jezen? Vedno sem jezen zato, ker nekaj ni tako, kot sem jaz mislil, da bi moralo biti. Odnos, oseba, torej, treba je ozavestiti. Dokler ne ozavestiš, je to samo gasilska akcija. Gasimo tisto, osvobodim se jeze, pa se boljš počutim. Ne boli me glava. Jaz moram ozavestiti. Ja, zakaj mene jezijo te nekateri ljudje? Zakaj mene jezijo levi ali pa desni? Zakaj mene jezijo partizani, ki so streljali 45 leta? Mislim, ker to so neumnosti. Ne? To moraš biti težka budala, da o tem dan danes razmišljaš, o tem pa me jezi to, pa me jezi ono, pa me jezi Trump, pa me jezi ne vem ko. Torej, z jezo ne narediš nič, razen podpiraš zlo, ker veste, kako to deluje. Smo rekli prej na uvodoma, jem kar predavati začel. Uvodoma smo rekli, torej, kaj sem zdaj hotel povedati? Od jeze, ja. Uvodoma sem rekel, da tam, kjer je fokus, tam je energija. In če je moj fokus na nekomu, ki ga sovražim, mu pošiljam energijo, on jača. Če je moj fokus na nekem zlu, ki ga želimo, torej, moja usmeritev je napadam zlo v družbi. In kaj s tem delam? Ja, krepim to zlo. Moja usmeritev mora biti ne, da krepim zlo, ampak podpiram ono drugo in ono drugo dobi več energije in potem bo boljše. Ravno sem pogledal Djokoviča, torej obsoja in se bori proti nečemu. Boljše bi bilo, če bi se boril za nekaj. To je moje razmišljanje je drugačno. Torej, borim se za nekaj drugega, ne da napadam tisto, kar je slabo. To je svet dvojnosti. V dvojnosti je eno in drugo. In dokler eno hočem samo eno, to pomeni, da zaničujem ono drugo. Če se pa dvignem štuk više, pa od tu iz enosti pogledam navzdol, pa vidim, da je to vse eno in drugo, da je to podobno, da se to prepleta, na meni pa je, da se odločim, ali bom v tem ali bom v tem. Ampak to ljudje težko razumejo. Zakaj je pa to svet takšen? Zakaj je to tako? Zakaj mačka maltretira miša? Ja, zdaj gre to narava, halo. To je narava, pusti mački, mači življenje, pa mišom, pa to, ne. To je narava. Ja, žal mi je, ja. Tudi meni je žal, ampak to je narava. Še kakšno vprašanje? Ajde, še eno. Ali lahko povedate, kaj je vzrok moje bolezni? Katere? Tumor na dojki. Na? Dojki. Katera, leva ali desna? Leva. To je ženska plat, prevzemaš težave od svoje mame in od babice iz preteklosti. Morda bi celo medicina rekla, da je to gensko pogojeno, ne? Ampak prevzemaš njihove težave na sebe in tudi zdaj, ne? In ti odteka energije. Torej, jaz temu rečem, postavila si se v vlogo žrtve, ki predeluje njihove težave. Ne? In zdaj, če te pogledamo, tu neke stvari lahko hitro naredimo, če te pogledam, ne? Imaš zelo nizko raven energije, 2 od 10. Če pa zdaj zapreš oči in pomisli, popolnoma prekinjam energijski stik s svojo mamo in vsemi njeni po ženski liniji nazaj, tudi če mama ni živa. A čutiš, da takoj se ti je energija podvojila. Takoj se ti je podvojila. No, zdaj pa še, zdaj pa zapri oči in pomisli, povežujem se 4 generacije nazaj s tisto žensko,
ki je prva zašla v težave in ji povej, vidim te, sprejemam te, spoštujem tvojo usodo in to, kar se ti je dogajalo in prekinjam biti v vlogi žrtve, ki to predeluje. A vidiš, koliko je zrasla energija. Čutiš zdaj, kot je zaplusna energija. Ampak to je samo en majhen delček, ne treba se globje poglobiti se, tako, ampak vidite, kako to je karmična diagnostika, ne? Torej iskati vzroke za nazaj. Vidim te, kaj pomeni vidim te? Vidim te, dam ti energijo. Ko otrok nekaj ušpiče, kaj hoče? Hoče, da ga vidiš, da ima pozornost, daš mu energijo. Aha, tudi če ga ušteješ, si mu dal energijo. Ko ti partner nekaj, karkoli počne, hoče tvojo pozornost, hoče, da ga vidiš. Vidim te, dajem ti energijo. Pes ima rad energijo, da ga vidiš. Mačka ima rada. Vse v življenju. Drevo ima rado. Torej, komuniciraš z drevesom. Drevo, pogledaš, drevo ima energijo kot človek. Spremlja, jaz za vajo, to vedno pogledam. Ne? Recimo, ne vem, pozim so češnje 0. Spomladi, ko se začne prebujati, ko so različne, torej različno zorijo, ena ima že 2, 3, druga ima šele 1 in tako, ko cveti, je čista 10 drevo. Ko je odsvetelo, zdaj se je že zmanjšala, ker ne rabi toliko energije. Potem pogledam eno do sosedov, hira energijsko, pogledam, kaj je, prevzema od sosedove težave. Namesto psa. In ko prekinem to, zaživi. Da sem vam razburil možgane, ampak ja. Jaz, Marjan, sem pa dobila en listek. Ajde vidimo, kaj je to. Kaj piše? Ja, v bistvu to, kar smo se prej pogovarjali, proces vrtenja filma nazaj. Ne? Zdaj ste vsi morda nekateri napisali neko vprašanje na ta listek, ampak niste še dobili odgovora. Ampak zdaj boste pa dobili orodje, ki ga boš zdaj povedal, ne? In boste začeli sproščati energijo te težave in jutri bo boljš, če boste to naredili. Kako poteka proces vrtenja filma nazaj? Verjetno tako, da ga vrtiš nazaj, ne? A je, imam prav? Ja, prvo je treba se sprostiti, da bi nekaj, torej v fizičnem svetu lahko vse spreminjam, brez da sem v kakem posebnem stanju. Torej, to mizico lahko predstavim sem, lahko stol odnesem, ga zložim, karkoli. V energijskem, informacijsko-energijskem svetu, kjer so vzroki, kjer so težave, moram lažje spreminjam, če sem jaz tudi v tem svetu energiji. Kar pomeni, postavim si aksis mundi, nekaj časa diham in potem se počasi zamaknem v neko spremenjenost, razširjeno stanje zavesti. Razširjeno pa spremenjeno so dve različne zadeve. Spremenjeno stanje zavesti dobiš tudi, če skadiš joint ali pa pol litra šnopsa spiješ. Razširjeno stanje in nimaš kontrole nad svojim stanjem, te nosi. Razširjeno stanje zavesti pomeni, tukaj sem, na zemlji se zavedam sebe, telesa, okolja in sem istočasno tudi v nebesih. Glava v nebesih, noge na zemlji. Torej v tem stanju, na različne načine lahko to dosežemo, ali z dihanjem, ali s procesom, ali s mantro, ali ne vem. Vrhunska za doktorski študij je, da to dosežete s tantro. Ampak to je res za doktorski študij, ker če to začnemo, ne bomo do jutra nehali, pa danes je polna luna je idealna za tantrični odnos. Tako da za domačo nalogo to naredite. Ja. Tako je, torej vrtite in potem seveda greš in pregledaš svoje življenje, kot da najlažje je, če to pregledaš metaforično, vzameš, da je moje življenje je potovanje od tu pa do Zagreba. Moteli, bencinske črpalke, počivališča, to so
osebe, situacije, ki sem jih srečeval v življenju in se zastavim tu, aha, ok, Jože, lej, mi smo se sfajtala, smo se na grdo rešla, pa tak nesramen si bil, pa to, zdaj te pa vidim te, sprejemam te, si božansko bitje, osvobajam te ujetosti v to najn odnos, poberem energijo, ki je ostala ujeta in grem naprej. A razumete? Malo karikiram vse skupaj, da boste si bolj sprejeli. Ampak vse to imate na YouTube, te procese. Pa vrtite, kukčete, lahko večkrat prevrtite. Lahko greste tudi k terapeutu, ampak je plačljivo, ne? Ja, valjda, ne, sej. Ja, torej lahko greste na delavnico na Iš, ne, tedensko delavnico. Tam jaz vodim vse te procese, ne. Pač, ja. Ni EPP, ker je delavnica že skoraj polna, tako da moramo zaustaviti. Tako, jaz upam, da sem vam vsaj nekaj, če ni bilo koristno, je bilo zanimivo, da greste, da imate napotke, kako lahko poiščete to znanje, da si kupite knjigo, da tam pogledate, da ja. To je to. Ja.